Helena, povej nam, zakaj morajo gledalci in gledalke gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Ja, najin pogovor z Manco vas bo spomnil, da lahko kadarkoli v življenju najdemo nekaj, kar nas veseli in navdihuje. Lahko so to gore, lahko je fotografija, lahko so to preprosti trenutki v naravi ali pa nekaj, česar do danes sploh še nismo odkrili. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami v studiu Helena Pregl, ki je direktorica korporativnega komuniciranja v podjetju Hidria, zaradi česar sva se tudi spoznali, bova povedali zgodbo, ampak danes jo bomo spoznali na malo drugačen način in sicer kot ljubiteljico gora, še posebej Triglava, prideva do njega. Helena, hvala, da si prišla k nam v studio. Hvala tebi, Manca, za povabilo. Res je luštno, imava zelo zanimivo zgodbo. Prvič, ko sva se videli v živo, spoznali sva se preko biznisa, zaradi LinkedIna je povezal, potem sva skupaj cel dan preživeli tudi ob Divjem jezeru in potem sva šli še na kosilo, še na pijačo, tako da imava res en tak zanimiv dan za nami. Helena, ampak mi je to zelo zanimivo. Takrat menda nisva prišli do tega, zakaj si v resnici začela hoditi v hribe, ker to je postalo en zelo velik del tebe, a ne? Res je, nisem med tistimi ljudmi, ki bi že od malih nog zahajali v hribe. Prav nasprotno. Celo življenje sem bila praktično prepričana, da to ni zame. Potem pa sem se pred 6 leti znašla v enem malo bolj zahtevnem obdobju in iskala nekaj, kar bi mi takrat pomagalo ponovno najti ta stik samo seboj. In tako sem si kupila svoje prve pohodne čevlje in se še isti dan odpravila na pot. In spomnim se, da me je takrat lepota narave popolnoma prevzela, tudi počutila sem se boljše. In zato, ker mi je bilo tako lepo, sem se odločila, da naslednji teden grem spet in potem teden zatem, ko sem imela prost dan spet. In tako je kmalu postalo pohodništvo nekaj, čemur sem posvečala večino svojega prostega časa. Najprej sem izbirala bolj preproste, enostavne, krajše poti, potem so me pa kmalu začele zanimati tudi daljše, pa malo bolj zahtevne. In že samo dobra 2 meseca potem sem skupaj s prijateljem Juretom, ki sem mu res hvaležna še danes za to izkušnjo, prvič stala na vrhu Triglava. Mogoče si marsikdo misli, saj iti na Triglav ni nič posebnega, to zmore tako ali tako vsak. Ampak če pomislim nase, ki se nikoli prej nisem ukvarjala s pohodništvom, pa tudi športu, gibanju sem se vse življenje bolj kot ne izogibala, je bil to zame kar en velik uspeh. Takrat mislim, da sem si na tisti dan dokazala, da zmorem, da lahko malo premaknem svoje meje in pri tem tudi neskončno uživam. In mi je bilo to res en tak lep dan, ki mi je ostal v zelo, zelo lepem spominu. Kot bi odprla neko novo poglavje v svojem življenju. Do Triglava še prideva, mi je všeč te tvoji, ko si omenila elemente, a ne? Uživala si, prestopila si svoje meje, fizično si doživela neke premike, tako da, ampak si pa ob jezeru, si mi povedala, nekako dojela, da je pa to res to, ob katerem in kaj je bilo tisti dan tako posebno? Ja, ta prav prva pot mi je res ostala v spominu. Bila je dosti kratka in enostavna. Šla sem iz Lepene do Krnskega jezera. Vsi, ki ste že bili tam, veste, da je to res en idiličen kraj, kjer imaš občutek, kot da si vstopil v en drug svet. In prav zato, ker sem, to je bilo poleti, a ne, zato, ker sem pa tam začutila, da je to, s čimer se želim ukvarjati, se k Krnskemu jezeru vedno znova rada vračam. Videla sem ga že v vseh letnih časih, tudi po zimi, ko ga je prekrivala debela ledena ploskev. Najbolj, v najlepšem spominu pa mi je ostal en oblačen, siv novembrski dan, ko je en dan pred mojim prihodom k temu jezeru je v gorah že snežilo, tako da je bila pokrajina že prekrita s snegom, jezero pa še ni zamrznilo in se je spremenilo v tako veliko ogledalo, v katerem so se zrcalile vse okoliške gore. In spomnim se, da sem takrat posnela fotografije, ki so še zdaj med mojimi najljubšimi,
ki so praktično simetrične. Gora nad jezerom, pa potem ta popoln odsev na gladini jezera in izgledajo tako zaradi oblakov, pa zaradi te zasnežene pokrajine, kot da ene črno-bele razglednice. Wow. Si me kar ponesla k temu jezeru Tvojemu zdaj. ljubemu jezeru. Mojemu ljubemu jezeru, eden izmed mojih tolikih in tolikih. Jaz sem bila tam samo enkrat, tako da morava iti enkrat skupaj, a ne? Drži. Ampak ne bova danes toliko mogoče o jezerih, ki so moja najljubša tema, ampak bova govorili bolj o gorah. In povabila sem te predvsem zaradi tega, ker greš rada za vzhod ali pa zahod, tudi na ekranu videti, koliko različnih fotografij sva pripravili, da imate malo občutek, kakšna dogodivščina pravzaprav je tvoja, to vsakič, ko greš. Pa pogosto greš sama, to je meni čudovito in tako res nenavadno. A nam lahko malo opišeš, tako da če si bo še kdo zaželel tako dogodivščino sam za vzhod, kako poteka načrtovanje take poti, kdaj se odpraviš od doma, kaj potrebuješ s sabo, razloži nam, kako to poteka. Ja, to je ena res lepa dogodivščina. Odkar se ljubiteljsko ukvarjam s fotografijo, pogosteje načrtujem poti tako, da ujamem zahod ali pa vzhod. Preprosto zato, ker so takrat barve najlepše. Zelo mi je všeč trenutek, ki nastopi že kar skoraj da uro pred sončnim vzhodom, ko se začne daniti in če si takrat že nekje višje v gorah, pa če je jasno nebo, se na nebu najprej izriše taka tanka rdeča črta, ki se potem začne širiti in to obeta pač nov lep dan in to je en tak magičen trenutek, ki se ga nikoli ne naveličaš. Če pa greš zvečer opazovati sončni zahod, so pa tudi gore zelo lepe že pred sončnim zahodom, ker dobesedno zažarijo v teh popoldanskih večernih barvah. Pa tudi po sončnem zahodu se včasih kar splača še malce ostati na vrhu, posebej po zimi, ko so te barve še bolj intenzivne, ker se takrat začnejo na nebu dogajati res take magične stvari. Zdaj, kar se same priprave na pot tiče, je dobro, če pač moraš biti pripravljen na to, da boš ali vzpon ali pa sestop delal po noči, da to pot mogoče poznaš že prej. To je sigurno dobrodošlo, ker je lažja orientacija. Pa dobro je tudi, da malo preračunaš, kdaj od doma. Predvsem zato, da nisi na vrhu prepozno, pa tudi ne prezgodaj. Sama živim v Idriji, do večine izhodišč imam 2 uri vožnje, ali grem proti Bovcu ali proti Gorenjski. Glede na to, da so sončni vzhodi poleti že zelo zgodaj, pa če grem na kakšno daljšo pot, to pomeni, da se odpravim brez spanja. Ja, da sploh ne spiš vmes, neverjetno. Zdaj, kar se pa opreme tiče, pa potrebuješ vso opremo, ki jo tudi sicer potrebuješ za v gore. Seveda je ključna pol dobra svetilka, jaz rada še eno rezervno zmeraj s sabo za vsak slučaj. Baterije. Vzamem tako. Ja, vse to. Pa toplejša oblačila, ker tudi poleti pred sončnim vzhodom so temperature kar nizke. Če je še kakšen veter zraven, je kar dobro imeti kaj več za obleči. Pa potem seveda varovalna oprema, čelada, samo varovalni komplet, če greš na kakšno malo zahtevnejšo pot, voda, malica, vse tisto, kar sodi v nahrbtnik. In seveda fotoaparat, brez tega pa ne gre. Zelo mi je bilo zanimivo, ko si razlagala to izkušnjo, kdaj se začne svetloba, kdaj se začne daniti, kdaj ugaša dan, koliko v resnici nam da en tak pohod v gore, recimo, da tudi zaznavamo naravo na čist drugi ravni, da že z enim čutom, z vidom, toliko različnih stvari vidimo in si me spomnila na eno izmed mojih najljubših jezerskih izkušenj, sicer na Krvavcu pri jezeru na Zvohu, kar se morda zdi, a je to sploh jezero, ker je zaradi smučišča, ampak bila sem tam gore 4 ure. Jaz sicer nimam fotoaparata, sem s telefonom fotografirala, ampak enako, zamenjalo se je vreme, druga svetloba, drugi odsevi, brez odseva, sivo, lepo, sončno in res eno tako nadrano doživetje v resnici to. Tako da ni morda treba iti zelo zgodaj brez spanja v hribe, ampak kjerkoli morda lahko doživimo nekaj takega čist posebnega, da znamo opazovati naravo. Ja, drži. Se kar strinjam s tabo. Ja, v gorah je verjetno to še bolj nekako občutno, ampak
verjetno še druge. Vzeli si bova en kratek odmor, po odmoru se znova vrneva, bova šli malo v gore, malce višje, najvišje, da boste malo podoživeli njeno dogodivščino. Se kmalu vidimo po kratkem odmoru. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja dogodivščina. Danes z nami Helena Pregl, ljubiteljica gora, še posebej Triglava. Odpraviva se najvišje v Sloveniji. Zakaj Triglav? Jaz mu rečem, kar tvoj Triglav, ker ti je tako najljubši. Zakaj? Povej nam v vseh dimenzijah, zakaj ti to tako sedi. Ko sem razmišljala o tem tvojem vprašanju, v resnici ne vem, zakaj. Okej. Gre bolj za občutek, kot za nekaj, kar bi lahko natančno razložila z besedami. Vem pa, da nas je veliko ljudi, ki čutimo na podoben način, kot čutim jaz. Mogoče zato, ker je Triglav že sam po sebi prelepa, veličastna gora. Od kjerkoli ga pogledaš, si ga vesel in ti je lep, izstopa. Aljažev stolp že 130 let, en tak izjemen simbol Slovenk in Slovencev. In tudi, ko prideš enkrat na vrh Triglava, občutiš en poseben ponos. Ponosen si tudi takrat, ko prideš na kakšen drug vrh, ampak se mi zdi, da je na Triglavu to malo drugače. Zame pa ima Triglav še poseben pomen. Moja prva pot na Triglav pred 6 leti je pomenila tudi nekako začetek mojih poti v gore. In imam ta dan res v lepem spominu. Spomnim se, v zadnjem delu poti, že z malega Triglava naprej, se je z vrha zaslišala pesem. Ena skupina pohodnikov je pela Oj, Triglav, moj dom. In to se mi je zgodilo samo takrat, nikoli več kasneje, in bilo je res prelepo. Dalo mi je zagon za tiste zadnje metre poti. In spomnim se, da ko sem prvič zagledala pred sabo Aljažev stolp, sem ostala brez besed in imela sem solze v očeh. Meni se zdaj malo nabirajo. Meni se čustvena postanem, ko o tem govorim. Lahko rečem, da je to res bil en najlepših trenutkov v mojem življenju. In letos, ko sem šla prvič sama na Triglav, po noči pred sončnim vzhodom, so vsi ti občutki nekako prišli nazaj. Zelo podobno sem podoživela te trenutke. Mogoče tudi takrat, ko življenje ni najbolj enostavno, ko se soočaš s kakšno zahtevnejšo situacijo, mogoče malo bolj čustveno vse skupaj doživiš, ker nekako imaš občutek, nekaj te vleče, da moraš iti tja gor, da v sebi spet najdeš to notranjo moč. In meni to Triglav da. Zelo zanimiva mi je tvoja zgodba, ker se res vidi, mnogo stvari sploh ne znamo pojasniti na nek racionalen, intelektualen način, ampak začutimo to. Tudi mene, ko sprašujejo, zakaj jezera, ne vem. Intelektualno ne znam razložiti, ampak so tisti občutki, ko ti prideš na Triglav, res kot da si doma, ali pa nek poseben menik v življenju, ki te je ponesel neke nove vode, nove gore v resnici. Tako da ja, zelo lepo je poslušati, ko vidim, kako je to res dušo počneš. Poleg teh občutkov, kaj ti še dajo gore? Ne samo Triglav, ampak nasplošno v čustvenem smislu, ker vidimo, da ni to samo nek šport v resnici pri tebi. Mogoče to še na zadnjem mestu, ampak v čustvenem smislu, fizičnem, duhovnem morda tudi. Kaj ti vse dajo? Meni gore dajo izjemno veliko. Neprecenljiva izkušnja mi je to, kar se mi dogaja v zadnjih 6 letih. Lahko rečem, da so me te poti v gore resnično spremenile kot človeka. Ker si omenila šport, sama ne dojemam pohodništva kot športa. Šport je dostikrat povezan s kakšnimi rezultati, rekordi in tako naprej, pač jaz ne gledam na poti v gore na ta način. Če bi rekla najprej v fizičnem smislu. Jaz sem bila mogoče zelo tipična ženska, ki je na svojem telesu videla kup enih pomanjkljivosti. Pa ni šlo to za neko nečimrnost, ampak za neka malo globlja zakoreninjena prepričanja o sebi. In
Moram reči, da zdaj, odkar se ukvarjam s potmi v gore, v hribe, na svoje telo gledam drugače. Na nek način sem se prav na teh poteh spoprijateljila s svojim telesom, bolj mu zaupam, bolj sem hvaležna za to, da mi omogoča toliko lepega in hvaležna sem v resnici za vsak dan, ko sem zdrava in lahko delam stvari, ki me veselijo. Poleg tega pa opažam, da odkar hodim v gore, lažje umirim svoje misli, da na življenje gledam bolj preprosto, da, ker sem več v naravi, tudi opažam, kako nas narava, če ji znamo prisluhniti, če znamo pogledati, res stalno uči. Uči me vztrajnosti, uči me spoštovanja, uči me čudenja. Prav enega tazga bi lahko rekla otroškega čudenja. Lahko si utrujen, hodiš že več ur, pa zagledaš eno rožico, pot ti prečka en kozorog, doživiš sončni vzhod, prideš na vrh in si preprosto srečen. Verjamem, da marsikdo, ki tako kot jaz zahaja v hribe in v gore ali pa samo v naravo, kamorkoli, ve, o čem zdaj govorim. To so tiste preprosti občutki, ki se naselijo vate. Pa še ena stvar mi je zelo dragocena, da preko hobijev vedno spoznavamo tudi druge ljudi, ki imajo podobne hobije in lepo je, da lahko to strast do gora, pa tudi do fotografije deliš z drugimi ljudmi in se na ta način tudi povezuješ z njimi. Do fotografije še prideva. Mi je res zanimivo te poslušati, kako je dobro, da ima vsak človek eno tako stvar v svojem življenju. Naj si bodo to hribi, gore, jezera, narava, fotografija ali pa, ne vem, morda konji, karkoli, da v nas naselijo take občutke. Tako da je to res eno tako sporočilo že sedaj dava, pa še bova par sporočil dali. A imaš mogoče kak poseben trenutek, ko se spomniš ne samo iz Triglava, iz kjerkoli, da te je pa res na neki točki zadelo, da si rekla, to je pa ne nujno to, kar si že vedela, ampak, a veš, kaj mislim, nek tak občutek, trenutek, moment ali na poti, ali na vrhu, ali na sestopu, kjerkoli, da ti je pa res spremenilo pogled na karkoli, sebe, svet. Ja, gore ti dajo ogromno, dajo ti občutek svobode, miru, lepote. Ampak še veliko več ti lahko da človek, ki je skupaj s tabo v gorah in ga ceniš. In moja najlepša doživetja, moji najlepši spomini so povezani s temi skupnimi potmi. Seveda pa tudi na samostojnih poteh doživim veliko lepega. Navadno pa ne gre za taka velika doživetja, ki bi me popolnoma spremenila, ampak za tista mala, lepa doživetja, ki na dolgi rok, ja, te spremenijo. Ampak mogoče ne gre za neko veliko razodetje, ki bi ga doživela v enem trenutku. Spomnim se, na primer, letos, ko sem šla po noči na Bovški Gamsovec pred sončnim vzhodom in sem bila že kar daleč, pa sem ugotovila, da s takim tempom bom malo prehitro na vrhu. In me je bilo malo strah, ker je bilo precej vetrovno, da me bo na vrhu zeblo. Zato sem se odločila, da se bom pod vrhom za nekaj časa ustavila. Našla sem en lep travnik, usedla sem se v travo, ugasnila lučko in samo opazovala svet okrog sebe. Noč je bila izjemno temna, tako da je bilo nad mano milijon zvezd. Rimska cesta se je zelo lepo videla v takem oboku nad mano. Pred mano je bila pa silhueta Triglava, ker tam vidiš že tako proti severni steni, zelo lep obris se je videl. In točno nad vrhom, nad Aljaževim stolpom je svetila ena posebej svetla zvezda. In to je bil ten tak trenutek, ko sem tam v samoti, v popolni tišini, nikjer nikogar, samo opazovala ta svet in po eni strani se sredi teh širin vesolja počutiš ena res drobna pikica, nekaj čisto majhnega, hkrati pa del nečesa res velikega. To so tisti trenutki, taki, mogoče čisto preprosti, ki mi ostanejo v spominu. Vse taki so, morda jih še bolj cenimo, ker jih lahko v resnici tudi več. Ko si omenjala to dogodivščino, a te kdaj strah? Ker jaz pomislim,
Če bi bila sama sred visoke gore v trdi temi, najprej jaz pomislim na strah. Ne vem zakaj. A Ja. tebe tudi kdaj strah, ali kako si imela strah, pa si ga premagala, Ja. ali kako je to potovanje šlo? Ja, sem imela strah, ampak tako kot sem ti omenila, sem res ogromno strahov premagala. Veliko ljudi me pa vpraša, te ni nič strah, pa jih vprašam česa. Česa, ja. Dobro vprašanje, v resnici. Se, če mene vprašaš, ne vem povedati, zakaj, česa, ampak Ker v bistvu teme ni, če imaš luč, imaš ja. svetlobo, tako da pač kar se varnosti tiče, a ne, to mi je najbolj pomembno. Ja, sigurno. Ja. Vidiš, kje hodiš. Drugače pa je po noči presenetljivo mirno. Tudi živali počivajo, pač ni dosti. Srečaš kozoroge, ovce, pač srečaš, ampak na to se navadiš, ko jim z lučko posvetiš v oči, se vidijo take lučne lučke v Dve daljavi, zvezdici. Kako lepo. Helena, vzeli si bova kratek odmor ponovno. Drage gledalke in dragi gledalci, odhajava na kratek odmor z gora dol. Se vidimo kmalu nazaj po najinem odmoru. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja dogodivščina, v kateri danes se sprehajamo po gorah. Helena, povej, kaj te najbolj preseneti, ko se odpraviš sama? Kakšni občutki, kaj nosiš v sebi, kaj se spreminja v tebi, ko hodiš po teh poteh? Ja, najbolj prijetno me preseneča, da sem v zadnjih letih izgubila kar precej strahov, ali pa ne izgubila, bolj premagala. Strah pred naporom, pred višino, pred temo, samoto, pred neznanim. To se mi zdi, da z vsako potjo v gore postajam malo bolj pogumna. Kar mi je tudi všeč, predvsem sem na to pozorna pri teh poteh, ki jih prehodim sama, je pa, kako se moje razpoloženje spreminja. Tudi če včasih začneš pot s kakšnim nevihtnim oblakom v glavi, se mi zdi, da tako po 1 uri ali pa po 2 urah hoje se vse začne umirjati, misli se zbistrijo in ko se vračam v dolino, sem vedno vesela. Narava gore v tvojem primeru res zdravi, a ne? Bi lahko rekli na neki način. Res je. Če bi komu, ki nikoli še ni bil tako v hribih, pa ne pomeni nujno, da moraš sam sredi noči na škrlatico, a ne? Ampak kakšne občutke bi s to osebo delila, da bi spodbudila mogoče, da začne hoditi v hribe? Kaj je tisto tako posebno? Verjetno ne bi opisovala teh občutkov z besedami, ampak bi mu pokazala par svojih fotografij. Mislim, da fotografije povejo več kot 1000 besed. Dobro, dobro. To se ti je, tvoja strast do fotografije tudi razvila skozi gore, a ne? Nisi prej bila, lahko rečemo, rekreativna fotografinja kot danes, a ne? Kako se je to začelo, kako se to razvija? Ja, takrat, ko sem začela zahajati v gore, sem ugotovila, da velikega dela Slovenije, do katerega vodijo samo te gorske stezice, do zdaj sploh nisem poznala. In mogoče ga prav zato gledam in občudujem na tak način in prizore svojih poti tako pogosto ujamem v objektiv. Fotografiranje je prišlo čisto spontano. Na začetku sem na svojih poteh veliko fotografirala s telefonom, potem sem ugotovila, da ima pač svoje omejitve. Najprej kupila en manjši fotoaparat, da ne bo prevelike teže v nahrbtniku, a ne. Zdaj, lansko leto sem pa kupila malo boljši fotoaparat, ki mi tudi veliko več omogoča. Tako da je zdaj fotografiranje res postalo en del tega doživetja v gorah. Vedno gre fotoaparat tudi z mano. Je tudi neke vrste spodbuda. Fotoaparat je tisti, ki me prepriča, da mogoče grem na pot brez spanja, da več ur hodim po noči sama nekje po neki samotni pokrajini, da mogoče po noči tudi plezam po kakšnih skalah, zato da bom ob pravem času na pravem mestu in bom lahko ujela te res magične trenutke, ko se rojeva nov dan ali pa ko sonce zahaja. Drugače pa fotografiranje mi predstavlja predvsem iskanje lepote v tem dost grobem, surovem gorskem svetu. Predstavlja mi tudi ohranjanje nekih trenutkov, ki bi sicer mogoče odšli v pozabo.
Predstavlja mi tudi ustvarjanje nekih zgodb. Ko se odpravim na pot, ni moj cilj, da bi posnela eno popolno fotografijo, ampak rada posnamem več fotografij in na ta način, ko nekdo vidi naprimer, ne vem, 10-15 fotografij z ene poti, dobi en občutek, kako je tam bilo. Pa opazila sem tudi, vedno bolj opažam, da imajo fotografije tudi moč povezovanja med ljudmi. Ko si omenila, da rada narediš več posnetkov, več fotografij, me je spomnilo tudi na tisto, ko sem te vprašala. Ni nekega enega razodetja, ampak je več takih trenutkov, ki se potem seštevajo in skozi fotografijo. V resnici tudi te trenutke lahko nam preneseš, ki te spremljamo. Kaj pa najraje fotografiraš, poleg te svetlobe, skal, ko praviš surovo okolje? Kaj te še najbolj razveseli, ko ujameš v kader? Velikokrat srečam kakšne živali. Lahko so to kozorogi, lahko so svizci, lahko so ovčke, ki se pasejo nekje na vrhu. To me vedno tudi razveseli. Vedno je lepo tudi gledati te gorske cvetlice, ki so res drugačne, kot v dolini in res take. Včasih so ti tudi te rožice navdih, ker vidiš skozi kakšno majčkano razpoko zrastejo in najdejo neko pot v življenje. Potem seveda tudi visokogorska jezera so nekaj, kar res pritegne in je res lepo. Razgledi z vrha, pa tudi pogledi iz doline, recimo proti vrhovom. Vse to mi je lepo. In ja, včasih pač samo hodiš z odprtimi očmi, opaziš nekaj, kar te čisto preseneti in ujameš v objektiv. Ti je sigurno fotografija razvila tudi ta čut za čudenje, za lepoto. Na začetku si omenila, to čudenje mi je zelo zanimivo. Tudi to se razvija, predvsem, če imamo motiv nekaj ujetu objektiv, da potem ostane ali pa da lahko deliš z drugimi. Ja, fotografija, pravijo, se najprej začne s tvojimi očmi, najprej moraš opaziti, potem ne fotografiraš. Povej mi, a te kakšna gora, imaš na seznamu kakšno goro, na katero se še nisi odpravila, pa bi se? Ja, pa se boš, bom tako rekla. Ogromno je tega, res. Mislim, da mi do konca življenja ne bo zmanjkalo poti, vrhov. Je pa tudi tako, na isto goro lahko greš po različnih poteh. Vedno sem zmeraj najbolj enostavno izbrala za začetek, potem pa greš še na kakšno zahtevnejšo pot in ja, teh načrtov je še veliko, pa upam, da jih uresničim. Ne bo zmanjkalo, vse mislim, da je več kot 502 tisočakov v Sloveniji. Ne me zdaj vprašati za točno številko, ne bom znala povedati, ampak ja, zagotovo jih je še veliko. veliko. Zanimivo je to, da greš na en hrib lahko z več različnih smeri, tudi na Triglav si šla nedavno po neki zelo dolgi poti, da čez Plemenice ali kako se reče, tako da res je tudi eno goro, da znamo iz več različnih smeri, da različne obraze vidimo. Povej, Helena, kaj so ti gore dale morda v profesionalnem smislu? Kaj so te naučile, da lahko te veščine uporabljaš tudi drugod v življenju? Ja, vztrajnost, ki jo rabiš tako v gorah kot v profesionalnem življenju, je nekako že prej bila moja lastnost. Odkar pa hodim v gore, mislim, da imam več miru, več notranje moči, več poguma. Vse to so te lastnosti, ki ti nekako pridejo prav, tako v naravi kot v službenem življenju. Mogoče se začneš še bolj zavedati tega, da je pomembna pot, da je cilj samo pač ena točka, da je tista pot zelo pomembna in pa, da se ne ustrašiš neznanega. To se te tudi gore naučijo, pa ti pride prav na vseh področjih v življenju. Sigurno. Kaj pa v komunikacijah, v poslovnem smislu si v komunikacijah? Ti je morda tukaj? So ti gore povedale, kar lahko uporabiš na tem področju? Mogoče je to bolj neka protiutež. Komuniciranje je dostikrat povezano z besedami in sama se na vseh področjih, na katerih sem do zdaj delala, veliko ukvarjam z besedami. Mogoče so gore prav neka protiutež. Tudi fotografija je neka protiutež temu, da znaš
videti, da znaš sporočati nekaj brez besed, mogoče s sliko, mogoče z občutkom. Zanimivo. Kaj vse lahko je komunikacija. Helena, za na konec bi te prosila, kaj bi sporočila našim gledalkam in gledalcem, kaj bi želela prenesti skozi svojo pripoved, skozi fotografije, ki se ves čas vrtijo v najinem ozadju, a bi jih kam spodbudila, kaj bi želela sporočiti? Mogoče čisto preprosto, jaz rada iščem lepoto, rada skozi fotografije delim to lepoto, spodbujati druge, seveda tudi, da delamo zelo podobno, da iščemo lepe stvari v življenju. Lepo mi je, ko kdo pogleda moje fotografije, predvsem starejši, ki so včasih mogoče zahajali v gore, pa zdaj ne morejo več in podoživijo te lepe poti, občutke. To mi je res en tak lep občutek. Mogoče so fotografije tudi navdih nekomu, da se odpravi na isto pot, ker tudi sama rada pogledam fotografije drugih pohodnikov in so mi ravno tako navdih, da se odpravim nekam, kjer do zdaj še nisem bila. To mi je mogoče največja taka zadovoljstvo, ki ga dobim skozi fotografije. Kje ti lahko sledimo? Na družbenih omrežjih si aktivna? Kje želiš, da te najdemo, da se lahko navdihujemo s tvojih fotografij? Ja, jaz precej fotografij delim na Instagramu in na Facebooku. Pod Helena Pregl te najdemo. Tako, ja. Najlepša hvala, Helena, da si bila danes naša gostja. Hvala vam, drage gledalke in dragi gledalci, da ste šli z nama na sprehod v gore, da ste bili z nami v naši oddaji in se vidimo v naslednji oddaji Moja dogodivščina.